Veliko ljudi ima težave s sečili. Z vnetjem mehurja se spopada predvsem veliko žensk in prav je, da danes spregovorimo tudi nekaj besed o tem, kako lahko pri tem pomaga uradno registrirano zdravilo Kanefron. Zakaj pride do vnetja sečil? Govorimo največkrat o vnetju mehurja. Ja, res je. Pri vnetju sečil dejansko največkrat so povzročitelji bakterije. Ti pridejo iz analno-genitalnega dela skozi sečnico navzgor najprej do mehurja in seveda, če tako vnetje ne obvladamo, ne stavimo, potem seveda napreduje po sečovodu proti ledvicam, pride lahko do vnetja ledvičnih čašic, ki mu pravimo potem pielonefritis. Ta stanje želiš preprečevati. Ko gre, se razvije tako vnetje, ki ga ne pravočasno staviš, več lahko povzroča in simptomov in zapletov. Zato so vnetja sečil precej neprijetna, lahko so nekomplicirana, se pravi, da komplicirajo. Niso kot prehlad, se bo, kar sama malo omenila, s kakšnim čajem. Je treba majčkeno pomagati organizmu na en pravi način in o tem bomo nadaljevali. Ja. In kakšni so ti simptomi? Simptomi so običajno povezani z težavami z uriniranjem. Največkrat imamo večkratno potrebo po uriniranju. Uriniranje je pekoče, tudi urin se spreminja po strukturi in barvi, ima tudi lahko svoj vonj neprijeten. Potem so lahko krči v spodnjem delu trebuha, ki jih povzroča taka seveda prisotnost bakterij. Kaj pa Kanefron? Kako lahko pomaga? Ja, Kanefron je uradno registrirano zdravilo, tudi edino s tem statusom pri nas v Sloveniji, ki je naravnega izvora. S kombinacijo učinkov doseže pravzaprav to, kar si želimo. Na prvi strani zmanjša pogostnost uriniranja, manj pekočega uriniranja, deluje protivnetno. Zelo pomembno, ker okužba sečil povzroča največkrat vnetje, sluznice, mehurje, s tem imamo več težav. Na drugi strani seveda je diuretik, nam pomaga pri lažjem odvajanju vode, še vedno je dovolj pitja in dovolj uriniranja eno od osnovnih preventivnih ukrepov in tudi med zdravljenjem samim ključno za ozdravljanje take okužbe sečil. Tretji učinek Kanefrona prav gotovo zelo lepo pokazan, da otežuje bakterijam, da bi se vezale enostavno na steno sečil. S tem, ko se ne morejo vezati na steno sečil, se tudi težje razmnožijo. In to je tak preventivni ukrep. Skratka, to so učinki Kanefrona, ki so zelo pomembni. Ne gre pozabiti tudi to, da zmanjšuje krče, neprijetne bolečine v spodnjem delu trebuha, ki so posledica lahko takega vnetja sečil. Skratka, kombinacija učinkov, ki delujejo sočasno in delujejo kot neka harmonija v celoti. In to je tisti del, ki ga pravzaprav lahko nam zdravila rastlinskega izvora, ponavljam zdravila, ne prehranska dopolnila, torej zdravila z jasnim terapevtskim učinkom rastlinskega izvora, res lepo dajo. Pa se lahko recimo jemlje istočasno z antibiotiki? Lahko. Antibiotik je pogosto predpisan. Tudi zaradi tega, sem prej rekel, da se ustavi tudi tak prehod iz enega enostavnega, nekompliciranega vnetja sečil v kakšno bolj komplicirano stanje. Tudi antibiotiki so tudi smernic uroloških za zdravljenje vnetij sečil. Kanefron je absolutno zelo priporočljiv, tudi v posebnih kliničnih raziskavah lepo pokazan, da pacientke znatno hitreje ozdravijo. Kaj pomeni zdravijo? Bakterije so lahko še vedno prisotne v urinu, ampak simptomov je manj, lažje je življenje. In to je tisto, kar je kombinacija antibiotika z Kanefronom, če imamo predpisan antibiotik, zelo dobra. Lahko pa seveda Kanefron v prvi vrsti tudi kot osnovna terapija priporočamo vedno 10 dni jemanja in seveda jemanje ob prvih simptomih. Ne čakamo in če vzamemo Kanefron pravočasno, jo lahko, kot rečem, pogosto odnesemo tudi brez antibiotika.